Nocoj v Kaj dogaja pa gostim umetnostnega zgodovinarja, pisatelja in enega največjih oboževalcev Slovenije na svetu. Dame in gospodje, z mano je dr. Noah Charney. Dober večer, Noah. Dober večer. Američan, ki piše knjige o Sloveniji. Kako se to lahko sploh zgodi? Torej, jaz sem iskal novo domovino. Amerika zame je v redu, ampak če lahko izberem, bom raje živel nekam drugam. In sem želel živeti v Evropi, mi je bilo čisto vseeno kam. Torej, pride časa v moški življenje, biološka ura gre TikTok in sem rekel, bom se oženil. Odlična ideja. In sem najdel eno Slovenko. Torej, sem tukaj selil in mi je bilo tako lepo življenje, da sem res ustal za zmeraj. Se prav lahko potrdiva, da so Slovenke najlepše punce oziroma najlepša dekleta na svetu. Absolutno, to pa brez dvom. Se drugega ne smete reči v tem trenutku. Kot umetnostni zgodovinar ste doktorirali na temo arhitekture Jožeta Plečnika. Se prav, ste praktično že naš, ne? Jaz se počutim Slovenec, res. Rečemo mi Slovenci in jaz res sem čim bolj študiral jezike, ne vem, če se sliši, da ne govorim čisto pravilno. No, ampak odlično. Enkrat ena babica mi vpraša, če sem iz Dolenc. In jaz sem mislil, to je velik kompliment. Ne, sem res probal čim bolj se potunkati v naši kulturi in Plečnik je daleč najboljši slovenski umetnik od vseh časov. In sem padel zaljubljen prvič, da sem obiskoval Ljubljane in sem hotel študirati. Zelo pozitivno gledate na Slovenijo. Ne vem pa, če ste opazili, Slovenci zadnje čase nismo tako navdušeni. Česa mi ne vidimo, kar je vam res zakon? Jaz sem narejen pozitivec, sam vidim dobre stvari, nič ne šmirglam nekaj, da ne mi bo všeč. Če mogoče nekaj slišam, da ni mi všeč, odločim, da nisem prav razumel, ker moj slovenščina ni tako. A veš, kaj je taktika? Jaz nič ne vem o politike. Ne spremljate. Jaz sploh ne vem, kdo je predsednik, kakšen dan je danes, res sam. Kultura, hrano, šnops, potica, narave, ni da ni. Potem je recept za najboljši pogled na svetu. To si bom pa vzel na znanje. Bom probal začeti živeti s to filozofijo. A se ti zdi, da Slovenc dejansko mu mora vedno tujc povedati, koliko fajn je res v Sloveniji? Mogoče je bolj prepričljivo, če je tujec iz teoretično bolj zaželene dežele, kot je Amerika, reče, koliko imamo fajn tukaj, ampak veš kaj, jaz sem živel v eni 8 države in sem poskusil, kakšen je živeti drugam. In vidim, kako imamo tukaj res pošliktan. Jaz včasih hecam, da Slovenija je kot Špar, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. In res se da na visok način živeti za relativno normalno ceno, za normalne ljudje in je res lepo tukaj v primerjavi v drugi državi. Če nisi poskusil živeti drugam, mogoče nimaš ta pogled. Se pravi, rabimo tujce, da nas malo spravijo gor na realna tla, ne? Ja, mogoče pa res. Mi je lepo presenetil, da moja knjiga Slovenologija je bilo isto popularna med Slovenci in med tujci, ki so prišli v Sloveniji. In da sem lepo presenetil, kakšne Slovenci bralci, ker sem raziskoval stvari, da so vsakodnevno za Slovenci. Naprimer, en velik posteljo, 2 odeji. To je genialno, to nisem nikoli videl pred Slovenijo in je boljša rešitev, da lahko crkljata v posteljo, ampak ni dvoboj, rokoborcanje, kdo bo vzel del. Z Mihom Macinjem sta napisala to knjigo, se pravi Skrivna zgodovina Slovenije. Zdaj, kako to sta pisala, kaj? Vi ste pisali v angleškem jeziku, on je pisal v slovenskem jeziku? Ja, to je najnovejša knjiga, s Mihom tam smo bili že dolgo prijatelja in to je malo smešno, ker sva začeli v angleščino, seveda, in sem mislil, da to bo ful dobro. Potem on je končne besede pisal v slovenščini in bom rekel takole, baje, da je smešno. Ampak jaz sem probal razumeti svojo knjigo in nisem vse štekal. Bom prebral. Evo, priznam pa, da meni gre malo na živce, da se pogovarjam s tako pozitivnim človekom, ker pač sem Slovenc, nimaš kaj, tako da dej za konc pa povej eno negativno stvar, nekaj, kar ti recimo pa v Sloveniji ni všeč, da zaključva tako po slovensko, da me malo zanimiraš. Moja urednica za ta knjiga je rekla, moraš nekaj negativno reči, drugače ne bojo nič verjeli, da si iz isti planeta. Mogoče to,
jaz lovim en gradbenik, kdo mi bo zrihtal teraso in noben ne kliče nazaj. Edino to. Če bi to šlo, potem življenje perfektno. Gradbeniki, pa dajte biti odzivni, pa naredite gospodu teraso. Ne morate reči denarju ne. No, jaz ti želim veliko sreče pri vseh tvojih projektih, predvsem pa ostani še tako naprej pozitiven, no. Hvala za obisk v studiu. Se veselim, hvala. Hvala. Ej, subscribi se, daj no. Rabimo za statistiko, saj ni treba gledati pol, okej? Ajde.